Dober dan. Spoštovani minister Han, župan Vrbnjak, operativni direktor Suzanek, podžupan Fafulič, župan Svetega Tomaža gospod Cvetko, župan Središča ob Dravi gospod Jelovica, občinski svetniki, predstavniki medijev ter ostali cenjeni gostje. Dobrodošli v Grajsko pristavo, v njeno Belo dvorano, dobrodošli v Ormož. Danes smo priča izjemno pomembnemu dogodku za ta kraj, pa ne zgolj za Ormož, tudi za regijo in državo. Prisostvovali bomo uradnemu podpisu memoranduma o soglasju. Gre za dokument, ki ga bodo podpisali v imenu Vlade Republike Slovenije minister Matjaž Han, v imenu občine Ormož župan Danijel Vrbnjak in v imenu investitorja družbe Palfinger član uprave Aleksander Zuzanek. Memorandum se nanaša na sodelovanje pri projektu vključitve družbe Palfinger na območje industrijske cone Glinokop občine Ormož. Družba Palfinger je namreč v letošnjem letu izkazala interes za nakup zemljišča, postavitev proizvodnega obrata, logističnega središča in izobraževalnega centra, saj si želi s tem širitve svoje poslovne dejavnosti v občino Ormož. Kot veste, družba Palfinger v Sloveniji prisotna že več kot 3 desetletja, kjer zaposluje približno 900 ljudi. Zaradi omejenega prostora na lokaciji v Mariboru si želi svoje kapacitete širiti. In veseli smo, da jih želi širiti v Sloveniji, prav tukaj v Ormožu, kjer je načrt, da bo v naslednjih letih zrasel nov obrat v vrednosti do 70 milijonov evrov. Gre torej za izkaz že do sedaj odličnega sodelovanja vseh navedenih deležnikov, katerega manifestacija je današnji podpis memoranduma. Že do te točke je bilo vloženega veliko dela in truda in za kar gre vsem, ki so današnji dogodek na tak ali drugačen način omogočili, tudi posebna hvala, mnogi od vas ste tudi danes tukaj prisotni. Če vas na začetku popeljem še čez nekaj tehničnih podrobnosti glede samega poteka dogodka, na začetku bo potekala predstavitev projekta strani vseh 3 ključnih deležnikov, temu bo sledil formalni podpis memoranduma ter fototermin ter možnost kolegov iz novinarskih vrst za izjavo govorcev in podpisnikov dokumenta. Sledila pa bo manjša pogostitev v sosednjem prostoru, kamor ste seveda vsi vljudno vabljeni ob zaključku dogodka. Preden pa damo besedo ključnim akterjem danes, bi ne k besedi, ampak k instrumentom povabil komorno zasedbo Orkestra Slovenske vojske, da nas počasti slovensko himno. Izvolite. Najlepša hvala. Sedaj pa na oder vabim današnjega gostitelja, župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrbnjaka, ki je, kot veste, župan že od leta 2018, torej v svojem drugem mandatu, zaslužen za kopico projektov ter na splošno gospodarski razvoj Ormoža v zadnjih letih. Sicer pa, če so moje informacije natančne, tudi navdušen športnik in gasilec. Jaz verjamem, da bo v tej maniri prišel tudi na oder. Gospod župan, izvolite. Spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han, spoštovani gospod Aleksander Zuzanek, spoštovani gospod Mihael Štajner, spoštovani zaposleni podjetja Palfinger, spoštovani gospod Matej Skočir, spoštovani gospod Nejc Verhavec, spoštovani sodelavci občinske in medobčinske uprave, spoštovani svetniki občinskega sveta, spoštovani vsi, ki pomagate pri projektu Palfinger, cenjeni kolegi, župani sosednjih občin, ostali visoki gostje, drage dame in gospodje. Lepo vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu občine Ormož. Danes smo se skupaj zbrali, da napravimo pomemben korak na področju gospodarskega razvoja občine Ormož. V bližnji prihodnosti bomo priča izjemno pomembni investiciji, ki bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju tako občine kot regije in bo imela širše pozitivne gospodarske ter družbene posledice.
Vesel sem in hkrati izjemno ponosen, da je Palfinger prepoznal Ormož kot potencialno lokacijo za širitev svoje dejavnosti. Podjetje, ki deluje po celotnem svetu, ki skupaj zaposluje več kot 12.500 zaposlenih in je v Sloveniji prisotno že več kot 30 let, bo svoje mesto imelo prav tukaj v Ormožu. Palfinger razvija dvižne rešitve prihodnosti, ki navdušujejo ljudi in dvigajo prihodno vrednost dobrin. Hvala, da boste nam omogočili, da bomo del te zgodbe tudi začutili pri nas v Ormožu. V naši občini bomo priča zgodbam na področju inovativnosti, razvoja, širitev dejavnosti, novih zaposlenih in vse to bo tisto, kar bo naš del Slovenije, našo občino napravilo še močnejšo in še bolj razvitejšo. Poudariti je potrebno, da se v naši občini vedno trudimo za gospodarski razvoj, za uresničevanje odličnih pogojev in za dobro sodelovanje z deležniki na področju gospodarstva. Smo tisti, ki ponudimo vedno trdno roko sodelovanja, kar nas pripelje do tesnega zaupanja in skupnega sodelovanja. Vse, kar se bo danes zgodilo, je namera, ki je nenazadnje skladna z vizijo razvoja občine, ki je v zadnjih letih že uspela privabiti nekaj odmevnih investicij. Pri tem se moram zahvaliti ministru gospodu Matjažu Hanu, ki nam je pri tem veliko pomagal. Moram povedati, da je minister človek, ki ima posluh in se zaveda, kakšen pomen ima močno gospodarstvo za lokalno skupnost in regijo. Zahvalil bi se tudi vsem njegovim sodelavcem. Izpostavil bi gospoda Mateja Skočirja, ki se ne glede na dan in uro vedno odzove in pomaga, da je vez med lokalno skupnostjo, državo in podjetjem tesno povezana. V luči dobrega sodelovanja ter medsebojnega zaupanja bo občina pomagala pri vzpostavitvi infrastrukture in bo poskrbela za ustrezen odvoz vsega odstranjenega materiala iz lokacije. Sočasno smo se zavezali, da bomo celotni komunalni prispevek investirali nazaj v industrijsko območje. Seveda pa bomo pomagali pri vseh izzivih, ki so povezani z lokalno skupnostjo, da bomo skupaj z vami čim prej po časovnici dosegli želeni cilj. To je seveda zagon proizvodnje v naši novi poslovni coni Glinokop, kjer dela komunalnega opremljanja intenzivno potekajo in bodo tudi v kratkem končana. Kar je seveda na koncu za izpostaviti, je tudi to, da ta investicija ni pomembna samo za nas, ki v tem času živimo, ampak tudi za vse tiste, ki bodo prišli za nami. Zahvala še enkrat vsem, ki so danes tukaj z nami, podjetju Palfinger za pomembno odločitev okrog lokacije Ormož, zahvala ministru in vsem državnim institucijam, ki se trudijo vsak na svojem področju, da gre vse po planu, seveda pa zahvala tudi mojim sodelavcem občinske uprave, ki rešujejo stvari naprej, pomagajo in se vsakodnevno trudijo, da upravičijo zaupanje, ki nam je bilo dano. Želim vam lep dan naprej v naši prelepi občini Ormož, v naši destinaciji Jeruzalem, Slovenija. Najlepša hvala, gospod župan. Želimo vam seveda vse dobro na vaši začrtani poti. Naslednjega bi k besedi povabil člana uprave družbe Palfinger, gospoda Aleksandra Suzanka, ki bo predstavil projekt in načrt podjetja. Gospod Suzanek se je družbi Palfinger kot operativni direktor pridružil v juliju 2023. V tej vlogi so njegove pristojnosti operativne dejavnosti, upravljanje proizvodnih linij, raziskave in razvoj, nabava ter upravljanje dobavne verige in seveda danes ima to čast, da vas nagovori, hkrati pa malce kasneje podpiše tudi memorandum. Gospod Suzanek, beseda je vaša. Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und der Republik Slowenien, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, sehr geehrte Gäste. Es ist mir eine große Ehre, heute hier bei Ihnen zu sein. Gemeinsam setzen wir einen bedeutenden Schritt auf einem Weg, der sowohl für Palfinger als auch für die Region große Bedeutung hat. Der heutige Tag markiert einen Meilenstein, nicht nur für unser Unternehmen, sondern für alle, die uns seit vielen Jahren
bei diesem Projekt unterstützen und begleiten und den Rahmen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit geschaffen haben. Als weltweit führender Anbieter von Kran- und Hebellösungen setzen wir bei PALFINGER Maßstäbe. Mit rund 12.500 Mitarbeitern, 5.000 Service-Stützpunkten weltweit und über 30 Produktionsstandorten in der gesamten Welt und einem umfassenden Produktportfolio unterstützen wir unsere Kunden bei ihren Herausforderungen. Ein wichtiger Ansatz dabei ist, in der Region für die Region zu produzieren und zu agieren. Wie Sie wissen, ist PALFINGER seit mehr als 30 Jahren in Slowenien aktiv. Und darauf sind wir sehr stolz. Uns verbindet eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit der Region und dem Land. Slowenien bleibt ein hervorragendes Beispiel für wirtschaftliche Entwicklung in Europa und für Wachstum in Europa, insbesondere mit seiner starken und breit aufgestellten Industrie. Wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr positive Erfahrungen hier im Land gemacht und deswegen haben wir uns auch gerne dafür entschieden, hier eine weitere Investition zu tätigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam in Zukunft noch mehr erreichen können. Mit der neuen Produktionsstätte in Ormož möchten wir neben unserem Standort in Maribor als PALFINGER unsere global führende Rolle weiter ausbauen. Das neue Werk soll zu einem regionalen Knotenpunkt für Europa und einem zentralen Bestandteil unseres europäischen Produktionsnetzwerkes werden. Dadurch leisten wir einen noch größeren Beitrag zur Entwicklung der slowenischen Wirtschaft und der lokalen Gemeinschaft. An all unseren Standorten setzen wir auf hohe Umwelt- und Technologiestandards. So ist das auch hier in Ormož geplant. Wir schaffen Arbeitsplätze und kombinieren modernste Technologie mit Innovation und Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt. In Ormož planen wir, bis zu 70 Millionen Euro zu investieren. Das Werk soll auf einem 18,5 Hektar großen Gelände entstehen und wird unsere Rolle als zentraler Arbeitgeber in der Region stärken. Wir wollen nachhaltige Werte schaffen für unser Unternehmen und für die Gemeinschaft hier in der Region und hier in Slowenien. Noch in diesem Jahr beginnen die ersten Umsetzungen und öffentlichen Vergabeverfahren. Der Produktionsstart ist dann für 2028 geplant. Besonders wichtig ist mir zu betonen, unser Projekt schafft neue Arbeitsplätze und beinhaltet eine langfristige und enge Zusammenarbeit auch mit Bildungseinrichtungen. Dank seiner zentralen Lage in Europa spielt Ormož gemeinsam mit Maribor eine entscheidende Rolle in unserem Produktionsnetzwerk. Es verbindet unsere Komponentenwerke in Südosteuropa mit unseren Montagewerken in Österreich. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Damit fördern wir das Wachstum in der Region, steigern die Lebensqualität der Menschen vor Ort und erhöhen den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert, den PALFINGER auch in Slowenien schafft. Eine Partnerschaft mit dem Gymnasium Ormož ist bereits in Planung. Dort wollen wir ein Ausbildungsprogramm im Maschinenbau unterstützen und fördern so den Fachkräftenachwuchs hier in der Region. Diese Initiative zeigt, wie wir Bildung und Industrie verbinden, um eine solide Basis für die Zukunft zu schaffen. Praktika, Mentoring und der Einsatz unserer Technologie zu Bildungszwecken werden Teil dieses langfristigen Engagements sein. Unser besonderer Dank gilt der Stadtverwaltung von Ormož. Ihre Vision für Entwicklung und Wachstum hat die Basis für die Realisierung unseres Projekts geschaffen. Der Bürgermeister und sein Team setzen sich aktiv für die Entwicklung der Stadt und der Region ein und wir sind stolz, Teil dieser Vision zu sein und zu werden. Unser Dank gilt auch der Republik Slowenien und dem Wirtschaftsministerium, die unsere Investition als wichtig anerkennen und bei der Umsetzung dieses Projektes tatkräftig helfen und uns immer unterstützen. Ja, abschließend möchte ich all jenen danken, die uns
bei diesem Projekt schon länger begleiten und zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Allen, die an unsere Vision glauben und uns auf dem weiteren Weg unterstützen. Ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf das, was wir gemeinsam erreichen können. Vielen Dank. Najlepša hvala, gospod Susanek, tudi za vaše spodbudne besede. Sedaj pa na oder vabim zadnjega, ne poslednjega, ministra za gospodarski razvoj, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana. Minister je v prejšnjih življenjih najprej leta 1998 bil prvič izvoljen za občinskega svetnika, kjer je do leta 2002 predsedoval odboru za gospodarstvo. Leta 2006 je izvoljen za župana občine Radeče, sicer pa na nacionalni ravni v 6 zaporednih sklicih tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. V aktualni vladi pa seveda, kot že napovedano, upravlja funkcijo ministra za gospodarski razvoj, turizem in šport in verjamem, da ima tudi sam dosti spodbudnih besed za nas. Minister, beseda je vaša. Hvala lepa. Napoved je bila takšna, da sem se že malo strasil, da so pred vrati volitve, ampak najprej, preden začnemo uradno pozdravljati vse skupaj, moram reči, da v teh težkih časih, v kateri smo v Evropi in tako naprej, godijo besede gospoda Susaneka o tem, da je Slovenija privlačna država za tuje investicije. In takšne besede na nek način ti dajo energijo in voljo, da lahko delamo prave stvari. Seveda se pa zavedam, da minister sam ne more stvari premikati, če nima ekipe na resorju, ki ve, kaj želi in kam moramo to Slovenijo peljati. Tako da hvala vam lepo vsem, najprej vam za lepe besede in ekipi za vse, kar ste dobrega storili. Kar nekaj časa, ali pa kar nekajkrat sem bil tukaj v Ormožu in verjamem, da do konca leta, glede na projekte, ki jih imamo med nami, ali bodi se gospodarstvo ali pa tudi šport, bom še kdaj prišel in to se vidi, kaj, ko lokalna skupnost na nek način sodeluje zelo dobro. Tako da Danijel Vrbnek, župan občine Radeče, bi želel, ja, občine Ormož. V tem času smo ratala skoraj prijatelja in čestitam za vse, kar si naredil za Ormož in za ta del Slovenije. Moram pozdraviti prijatelja in podžupana gospoda Fafuliča. V zadnjem letu sem dobil tu klicev od njega za razne stvari, da se mu potem že skoraj več nisem javljal, ampak tudi on želi narediti dobro za Ormož. Seveda pa lep pozdrav gospodu Susaneku, operativnem direktorju podjetja Palfinger, obe dvema županoma sosednjih občin, svetnikam in svetnicam in pa seveda cenjenim gostom. Moram reči, da sem vesel, da sem danes tukaj na dogodku, ki odpira kljub 30-letnem dobrem sodelovanju med Palfingerjem in našo državo neko novo poglavje, ki ima resnično veliko perspektivo. Današnji memorandum, in teh memorandumov je bilo seveda veliko napisanih v zadnjih letih v Sloveniji, ampak ta memorandum ima težo v soglasju za vzpostavitev novega proizvodnega obrata skupine Palfinger v Ormožu. Ne predstavlja zgolj velike investicije pri nas, ampak predstavlja neko moč naše Slovenije, kaj je lahko z dobrimi projekti, z dobro lokalno skupnostjo, z nek način operativnostjo moč narediti v tej naši domovini. To je predvsem veliko priznanje Sloveniji kot zanesljivi partnerici v mednarodni industrijski verigi in nadgradnja, kot sem že rekel, za več kot 30 let sodelovanja med Slovenijo in skupino Palfinger. In moram se iz srca zahvaliti vsem vam za dobro upravljeno nalogo. Podjetje Palfinger se na nek način pripravlja na novo naložbo. To smo danes že slišali.
Govorimo do višine 70 milijonov evrov za izgradnjo tako imenovanega tehnološkega naprednega obrata v Ormožu do leta 2028. In samo medklic, mogoče za novinarje, slika proizvodne in hektarje, kateri so bili kupljeni, in je približno tako veliko, kot je to Revoz. Tako da gre za resno zgodbo. Pri tem pa, kar je pa za mene najbolj pomembno, da obstoječa lokacija v Mariboru ostaja. Maribor je drugo največje slovensko mesto, pomembno mesto, in se mi zdi, da je to še mogoče bolj pomembno kot ta moment za Ormož, da v Mariboru ostane lokacija Palfingerja. Pomen novega projekta skupine Palfinger pa je daljnosežen, to se strinjam. Novo središče v Ormožu bo okrepilo vlogo Slovenije v tako imenovani evropski vrednostni verigi. Poleg proizvodnje žerjavov in dvižnih rešitev bo nova lokacija z izobraževalnim centrom omogočala usposabljanje kadrov, visoko kvalificiranih kadrov, kar bo seveda nova priložnost za ta konec Slovenije. To bo ustvarilo na nek način neke trde temelje za razvoj kompetenc in priložnosti za mlade. In strinjam se, to, kar je rekel župan, to je investicija v prihodnost, za prihodnost za mlade, in to se mi zdi ključno. V takšnih sodobnih delovnih okoljih, kot bo vaše, svoje znanje in sposobnosti v največji meri lahko pokažejo predvsem ljudje, in s tem se na nek način dviguje tudi njihova kvaliteta in kakovost življenja. In to strmimo vsi. Projekt, ki bo izveden na območju nekdanjega glinokopa, bo omogočil, da ponovno obudimo industrijsko tradicijo, in jaz sem vesel, da je Ministrstvo za kohezijo v te vlade tudi pomagalo pri tej investiciji, in s tem, ko bomo obudili to industrijsko tradicijo, bomo zagotovili, in to nam je ključ, nova delovna mesta, ki bodo prispevala k stabilnosti celotne regije. Želimo si, da bo vaše podjetje, spoštovani partnerji, tu vzpostavilo močno dobaviteljsko verigo, ki bo imela številne multiplikativne učinke in bo dodatno prineslo slovenskim podjetjem nove priložnosti. Lokalna skupnost Ormož pa se je pri privabljanju investitorjev že zelo izkazala. To dokazuje uspešne investicije, kot je Kartago, tu blizu, v bližini. In vi dobro veste, da v Ormožu ni bilo vedno tako, bili so hudi časi, ampak ko lokalna skupnost v sodelovanju z gospodarstvom, v sodelovanju z državo stopi skupaj, lahko stori nemogoče. In če je kje dokaz, kako lahko leva in desna in takšna politika sodeluje, zato, da bojo ljudje lepše živeli, je to v Ormožu. Prepričan pa sem, da ste v podjetju Palfinger v zares dobrih rokah. Na gospodarskem ministrstvu bomo proaktivno podporo držali v vseh fazah projekta, bomo komunikativni, bomo pomagali tudi pri ostalih ministrstvih, da se bojo postopki pohitrili in da bomo priča čim prej otvoritvi tega pomembnega gospodarskega subjekta. In zaenkrat ta investicija na nek način se v celoti vklaplja v naš tako imenovani akcijski načrt za povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki je v pripravi tudi na našem ministrstvu. Ta projekt, gospe in gospodje, vidim kot nov simbol gospodarskega napredka, predvsem pa nekega vzajemnega zaupanja med Slovenijo in med mednarodnimi investitorji. In pomembno je, da tisti investitorji, ki so že v Sloveniji, spoznajo, da je v Sloveniji priložnost za še nove investicije. Hvala vsem, ki ste omogočili, da danes soustvarjamo, gospodje in gospe, prihodnost Ormoža, prihodnost slovenskega gospodarstva in pa seveda
širše podravske regije. Skupaj bomo poskrbeli, da bo ta investicija v infrastrukturo, v nova delovna mesta, v znanje in v nadaljni razvoj Podravja nekaj začetek nekaj lepega. V imenu ministrstva, župan, domačini, spoštovani zaposleni v Palfingerju, čestitam za odločitev, da še naprej rastete skupaj in da z vami rastemo tudi mi. Srečno Ormož in srečno naša Slovenija. Hvala. Najlepša hvala, minister. Jaz sicer verjamem, da bodo bagri zagrmeli v glinokopu pred naslednjimi volitvami. Pred samim podpisom pa seveda se prepustimo še malce kulturi, prepustimo se še malce glasbi. Komorna zasedba, upam, da nam niso pobegnili. Bo zaigrala še venček.
Hvala komuni zasedbi Orkestra Slovenske vojske, odlični ste. Sedaj pa res napočil svečani dogodek. Vse tri današnje govorce in podpisnike bom prosil, če zasedejo svoja mesta in izvolite. A jaz koordiniram? Okay. Dobar dan v občini Ormož, na voljo sem vam za odgovore, pa prijavite se. Mislim, z imenom, kdo je. Okay. Časi se spreminjajo. Najprej, kot sem že v samem nagovoru dejal, to, da se gospodarska družba odloči, da gre v novo investicijo po 30 letih izkušenj, v času, ko so spremembe geopolitične, Evropa ima na nek način težave, je seveda to en velik uspeh. Zdaj, seveda glavno nalogo pri tem ima Palfinger, da se je odločil za to, to bojo sami povedali, občina Ormož kot lokalna skupnost, ki se je znala zelo hitro obrniti, je imela seveda površine, ker nam v Sloveniji tako velikih površin primanjkuje, in seveda država, ki je naše ministrstvo prepoznalo na nek način to investicijo kot investicijo v neko prihodnost. Tako da v Sloveniji vam moram povedati eno stvar, res, da je gospodarska kriza in se vsak dan govori o tej krizi, ampak mi imamo kar nekaj velikih investicij na teh v Sloveniji, nedaleč stran Lendava, Novartis gre 600 milijonov, zdaj 70 milijonov, Ormož, Revoz je prišel se pravi, so se odločili, da bo izdelovali avtomobile električne v Novem mestu. Iz obiska iz Kitajske imamo že na nek način follow-upe, prihajajo nekateri dobavitelji v Slovenijo na sestanke, tako da mi delamo, zavedamo pa se situacije, v kakršni smo prišli v Evropi in verjamem,
da se bo tudi to na nek dolgi rok ali pa kratek rok popravilo. Tako da evo, jaz sem danes neizmerno vesel, še bolj pa bom vesel leta 28, ko bojo zabrneli stroji in ker bomo otvarjali to tovarno. Magno jaz ne bi niti primerjal, Magno je bil poseben zakon, zadeva je pač prišla v situacijo, vendar še enkrat bi rad poudaril, kar se tiče Magne. Magna je vrnila ves denar, ki smo ga Slovenci, država vložila v to podjetje z obrestmi. Tu pa bomo z določenim, bom rekel, našim deležem, kar nam omogoča tudi zakonodaja, sofinancirali ta projekt, ki je težek 70 milijonov evrov, to je glede denarja. Glede drugih zadev pa bomo tudi druga ministrstva, tudi ministrstvo za kohezijo, ministrstvo za infrastrukturo bomo potrebovali, da bomo lahko na nek način hitreje umestili v prostor možnost to tovarno. Jaz, vse imamo kolege tole, gospoda Škočerja, koliko smo prej govorili? Do 30% maksimalno od investicije je maksimalno, je pa zdaj odvisno seveda v sami proceduri, ampak zdaj, če lahko rečem, med 15 in 20 milijonov evrov. Jaz, bistveno za ta odgovor in to potrditev bo bistveno bolj gospod iz Palfingerja lahko povedal in tista besede bojo držale, ampak jaz sem ne kot pogoj, ampak nič ne rabimo takih investicij, se selijo iz mesta v mesto. Maribor potrebuje, Maribor je industrijsko mesto in Palfinger, to bo gospod povedal, ostaja v Mariboru. Prvo, jaz kot minister za gospodarstvo ne gledam občine, iz kje je župan, iz kje je stranke, kakorkoli, ampak enostavno je situacija pripeljala to, da so se na tem območju je dovolj prostora, industrijska cona je tista, ki najhitreje, bom rekel, omogoča gospodarski družbi za to, da na nek način požene svojo investicijo. In to je ta moment v gospodarstvu seveda nuja. Ne, lokacija, jaz mislim, da je, ampak še enkrat, to so vprašanja za njih, ampak lokacija, ki omogoča najhitreje umestiti tovarno na neko področje in da čim prej se ustvarja nova dodana vrednost. V tem primeru je Ormož. Čestitke, da vam je uspelo, ampak nekomu drugemu pa ne tako gledati, Slovenija je tudi mehna. Mi ne gledamo na to tako, ne da bi tekmovali. Občina Ormož je ponudila, tako kot je bilo povedano, bi rekel, dovolj veliko zemljišče, komunalno opremljeno zemljišče. Potrudili smo se po vseh svojih močeh, podjetje Palfinger je to prepoznalo in jaz sem zelo vesel, da do te investicije prihaja prav tukaj v Ormož. Glede, pri nas trenutno res je po planu, kot tisti infrastrukturni del, potem tudi, bi rekel, projektni, prostorski akti in vse ostalo. Smo pri koncu, da rešimo tudi to zadevo, tako da kompletna časovnica, kar se tiče priprave dokumentov, izgradnje, še je trenutno po sami časovnici in jaz verjamem, da bomo skupaj z državo, skupaj z podjetjem Palfinger absolutno to uspeli. Potrudili se bomo, podpisali smo tudi memorandum v smeri, to se pravi, da res pomagamo v tej prvi fazi z vsemi dokumenti, prostorskimi akti in tako naprej. Drugače pa tudi, obvezali smo se tudi o vseh preostalih investicijah v preteklosti, to se pravi, da kompletno komunalni prispevek, ki bo vplačen za strani Palfingerja, bomo ga investirali v samo poslovno cono. To je vprašanje za podjetje Palfinger, mi si želimo čim več. Na prvo vprašanje, to bo veliko pomenilo za občino Ormož, ta hitra cesta Ormož tu je ogromno pridobitev za nas, še bolj se bomo lahko gospodarsko razvijali. Kar se tiče navezave z Ormož cestica, se pravi za Hrvaško do Varaždina, pa jaz samo upam in verjamem, da čim prije prije do dogovora, se pravi med stranjo Hrvaške in Slovenije, da prije do te spojne točke in da se poveže na hitro cesto. Težko vprašanje za mene, ampak pravim, vsaka dobra povezava dela nov razvoj naše občine in tega smo zelo, zelo veseli, pa še veseli. In to bi še podaril, hvala Bogu, da prihaja do takega razvoja, do takih dobrih povezav ravno pri obmejnih občinah, ki se
mogoče s kakimi drugimi izzivi soočamo in to je še prav posebno mesto, da se država, hvala Bogu, angažira tudi za nas, za te občine, za takšnimi investicijami, tudi za takimi spodbudami. Mogoče sam dodam, ker mi je zdaj kolega še povedal, zaradi delovnih mest, kar je zelo pomembno, veste, jaz sem vendarle socialdemokrat. Ključno je, da se vsa delovna mesta obdržijo, to je ključno za vas. Da, plus tukaj. Ja, občina Ormož je že oddala vlogo na samo ministrstvo za izobraževanje za pridobitev novega programa, se pravi strojni tehnik. Pri tem nam je res podjetje Palfinger zelo šlo nasproti z neko namero, z pismo namere, kjer bomo v tem primeru sodelovali. To se pravi z kompletno njihovo infrastrukturo, z njihovim kadrom nam bodo pomagali nekako ta izobraževalni center še napraviti boljši, predvsem na nivoju, bi rekel, praktičnega dela in to pri pridobitvi tega programa zelo, zelo veliko pomeni in jaz verjamem, da z vsem prihodom teh novih gospodarskih subjektov, glede na angažma občine, glede na kompletni razvoj, verjamem, da bomo tudi do tega programa prišli. Že z novim šolskim letom, se pravi 2025-2026 september. Še gospoda Palfinga. Mogoče še kakšno vprašanje za gospoda Suzaneka, ker potem moramo... Izvolite. Boste prevajali? Ja. Natürlich die Frage. Wie groß wird finanziell die Investition sein und natürlich uns interessieren, wie viele neue Arbeitsplätze werden Sie hier jedenfalls in der ersten Phase 2028 eröffnen? Ja, wir planen hier am Standort in Ormož 70 Millionen oder bis zu 70 Millionen Euro zu investieren. Das ist ein Projekt, das sich über mehrere Jahre, über die nächsten 4 bis 5 Jahre erstrecken wird. Und wir werden zu dem Moment, wo wir die Produktion aufnehmen, mindestens 25 neue Arbeitsplätze schaffen und wir haben dann natürlich vor, im Laufe der Zeit weitere zusätzliche Arbeitsplätze dann auch in der Folge zu schaffen. Torej, mi bomo sedaj imeli naše investicije, torej bo obsegala do 70 milijonov evrov in sicer to v obdobju, torej do nekega obdobja 4 do 5 let. Ko bomo zagnali proizvodnjo, mi v prvi fazi najprej načrtujemo 25 novih zaposlitev, na to pa tudi dopolnjevanje z še nadaljnimi. Was werden Sie genau in Ormož machen? Wir werden hier eine Produktionsstätte errichten, wo wir unsere Krane und Hebellösungen auch produzieren werden. Wir werden ein Bildungszentrum errichten, um unsere Mitarbeiter auszubilden und zu befähigen. Wir werden eine Beschichtungsanlage errichten und ein Logistikzentrum, also ein relativ umfassendes Paket, das wir hier vorhaben. Ja. Torej, najprej bomo imeli tako proizvodni obrat, tako za naše žerjave, kot tudi za naše dvižne rešitve. Prav tako bomo imeli izobraževalni center za izobraževanje in usposabljanje naših zaposlenih, prav tako tudi torej naš tudi še en obrat za nanašanje določenih slojev in pa tudi logistični center, tako da bo vse skupaj en zelo kompleksen in večstopenski paket. Wird es hier auch eine Lackiererei geben? Stimmt das? Wir werden hier auch eine Beschichtungsanlage im Rahmen unserer Prozesse installieren. Ja. Das ist richtig. Aber diese Beschichtungsanlage, wie ist das jetzt eigentlich sein? Werden Sie da Arbeitsplätze verlagern von Maribor Kirche? Weil 25 Arbeitsplätze, das hört sich relativ wenig an. Wir werden am Anfang sicherlich mit wenigen Arbeitsplätzen starten, aber werden das im Laufe der Zeit dann natürlich auch ausweiten. Wir reden über einen Zeitraum jetzt 4 bis 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir haben noch nicht alle Planungen im Detail dazu abgeschlossen, aber natürlich planen wir dann auch mehrere Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir reden über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren. Ich glaube, es wäre nicht seriös, heute schon zu sagen, es werden genauso viele sein. Das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Aber ich glaube, Sie können sicher sein, wenn wir 70 Millionen Euro hier am Standort investieren, dann wird es sicherlich nicht bei den 25 Arbeitsplätzen bleiben. Torej, če smem samo na kratko povzeti, kot že rečeno, mi seveda bomo sedaj v naslednjem obdobju 4 do 5 let bomo tu investirali ta velik znesek do 70 milijonov in seveda pač v začetni fazi lahko rečem 25 zaposlitev, zagotovo pa ne bo pri tem ostalo, zaradi tega, ker ob takšnem znesku seveda tudi ne bo ostalo samo ob tej zaposlitvi, seveda bo pa v prvi fazi si bomo pa tudi pomagali z zaposlenimi, ki jih že imamo.
Ja, was war jetzt eigentlich das Ausschlaggebende hier, eigentlich von der Standort, von der Gemeinde oder wie immer? Also warum Ormož war es jetzt hier? Also was war dann der überwiegende Grund? Also wir sind als Unternehmen Palfinger seit über 30 Jahren in Slowenien tätig. Wir haben ein Werk in Maribor, das eine ganz zentrale Rolle in unserem europäischen Produktionsnetzwerk spielt. Und wir haben einfach hier in Slowenien und hier in der Region sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind auf der Suche nach einer Erweiterung unseres Standorts. Das war leider am bestehenden Standort in Maribor nicht möglich, weil das dort von den Flächen her nicht darstellbar war. Und insofern haben wir in der Region nach einer geeigneten Fläche gesucht. Und wir sind sehr froh, dass wir hier in Ormož dieses Grundstück gefunden haben. Es passt sehr gut zu unseren Anforderungen von der Größe und es liegt für uns logistisch einfach auch sehr gut, gerade mit der neu zu schaffenden Schnellstraße, die noch entsteht, weil es eben, und das ist für Palfinger besonders wichtig, unsere Komponentenwerke in Südosteuropa, in Bulgarien, in Rumänien, in Serbien mit unseren, über den Knotenpunkt Slowenien mit unseren Werken in Österreich verbindet. Und deswegen ist diese logistische Lage und die sehr gute Erfahrung, die wir bisher hier in Slowenien gemacht haben, für uns ganz ausschlaggebend. Und natürlich die große Unterstützung, die wir vom Wirtschaftsministerium erfahren, die wir von der Gemeinde hier vor Ort erfahren. Und das in Summe war einfach ein sehr attraktives Paket für uns. Torej, če smem seveda povedati, da mi seveda imamo tukaj, predvsem Palfinger je že prisoten, torej 30 let v Mariboru, ampak v Mariboru je tudi, nažalost smo, glede na velikost smo omejeni in tam torej širitev, glede na naše zahteve več ne bi bila možna in zato smo seveda iskali drugo možnost tukaj v regiji in smo to našli seveda tukaj v Ormožu. V Ormožu je, lahko rečemo, vse ustrezalo. Ustrezala je tako velikost zemljišča, seveda pa tudi ustrezalo logistično ozadje, kar pomeni seveda tudi že prej omenjena hitra cesta, kakor tudi, da imamo tukaj navezavo na naše obrate, ki proizvajajo naše komponente v jugovzhodni Evropi, tako v Bolgariji in Srbiji in imamo potem tu osrednje vozlišče do naših drugih, torej proizvodnih obratov, ki so v Avstriji in zaradi tega je seveda bilo to odločilnega pomena, prav tako pa tudi, ker izredno dobro sodelujemo že dolga leta tako z ministrstvom, kot seveda tudi z lokalno skupnostjo in seveda ta podpora ministrstva in občine je vse skupaj, lahko rečemo, naredili eno celovito zgodbo. Wir haben natürlich im Rahmen der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung auch immer wieder die Notwendigkeit, dass wir Kapazitäten etwas anpassen und deswegen schwankt auch der Mitarbeiterstand. Das ist nicht unüblich und das ist aber auch kein Umfang, der besorgniserregend ist. Insofern reagieren wir etwas auf die wirtschaftliche Nachfrage, aber das Werk in Maribor ist für uns und bleibt für uns ein ganz wichtiger zentraler Standort. Wir machen dort viele Produkte, wie beispielsweise Krane für Windräder, die eine so große Zukunft haben und deswegen glauben wir fest an diesen Standort und werden ihn auch in der Zukunft brauchen und weiterentwickeln. Tako, dejstvo je, da seveda gospodarske okoliščine se spreminjajo in to pomeni seveda, ker imaš različne gospodarske okoliščine, imaš tudi nekakšno fluktuacijo oziroma nihanja v samem številu zaposlenih, kar je čisto običajna gospodarska okoliščina in ni nič zaskrbljujočega, tudi ni nič to, kar bi bilo posebej nekaj zaskrbljujoče za prihodnost. Prav tako pa tudi drži, da Maribor je za nas zelo pomembna lokacija, prav tako tudi oni na področju žerjavov proizvajajo prav posebne vrste žerjavov za vetrnice. In seveda mi vsi vemo, kako velika je prihodnost vetrnic tudi v gospodarstvu, zato seveda ostaja Maribor zelo pomembno središče v okviru naših proizvodnih obratov. Če je to, ali še kakšno vprašanje? Pa jaz, pa nema za sebe, da ne bomo matrali. Hvala lepa. Ste tudi seveda vsi novinarji vabljeni. Hvala.